Okej, hvala, za to stališče, ampak umetna inteligenca gor ali pa dol, na koncu sva v bistvu začeli s tem, je zelo pomembno podporno okolje. Jaz bi mogoče tukaj samo malo razširila najino debato, da bo, meni se zdi to izredno pomembno za vse, področja, ne glede na to, s čim se nekdo od nas ukvarja. Ali si v znanosti, ali si v gospodarstvu, ali si v poslovnem svetu, ali si učitelj. Podporno okolje verodostojnih ljudi, ki ti na določenem področju lahko s svojim znanjem, svojimi izkušnjami, svojimi principi, ki so se obnesli, ki delujejo, pomagajo, kako določene prepreke preseči, a ne. Kaj so ti podporni mehanizmi v znanosti? Kje jih imate? Kje jih je premalo? Kako se trudite v tem smislu? Ja, zdaj jaz bom pač svoj vpogled v to lahko predstavila, ne splošno. Ampak jaz bi v bistvu pravzaprav to zgodbo začela, nekje na eni presečni točki zame je bila, ke sem v bistvu zamenjala mentorja za doktorat. In to je bila zelo velika stvar, to se ne dela skoraj praktično. Ampak, jaz pač enostavno sem ocenila, da ob tem mentorju ne bom dokončala. Problem je bil ne samo v njemu, a ne, tudi v meni pa mogoče v okoliščinah. Vsekakor sem jaz si želela drugačen ta mentorski odnos in vodenje. In takrat sem mogoče prvič malo bolj tako strukturirano razmislila o tem, kakšen je dober vodja. Jaz sem v bistvu pred tem delala kar nekaj let v gospodarstvu. Tudi sama sem postala, že zelo zgodaj ena taka manjša vodja. In, potem sem v bistvu kar nekaj časa rabila, da sem našla mentorico, ki je bila nekako po mojem tem modelu. In, moram reči, da to je bilo en čas vmes sem se spraševala, če bom sploh pač prišla na cilj. Na koncu pa tako, kot pravijo za veliko stvari, a ne, da se pol za nazaj že pokaže, zakaj je bilo nekaj vredno, a ne. Je v bistvu ta moja mentorica ostala z mano tako življenjska mentorica, no. Ne samo, da sem ful dober doktorat ob njej naredila, ampak sva tudi pol še veliko, v bistvu sodelovali in še zdaj sodelujeva in zmeraj praktično skoraj pri čemerkoli se lotim, me podpira. In je fenomenalna, na razne načine je enostavno fenomenalna ženska, res navdihujoča. Hkrati sem imela pa v bistvu še somentorja, ki je tudi, ke sta se tudi super dopolnjevala. In tudi njega izjemno spoštujem še zdaj in se mi zdi, pač res se mi je nekako to poklopilo, da sem lahko ob njiju delala in je to ostalo z mano. In tako kot recimo tudi v službah, v gospodarstvu, ke je ostalo z mano, kdo so bili dobri vodje in kdo ne, tako v bistvu tudi v znanosti precej podobni principi veljajo, pri čemer si jaz trenutno mislim, pa mogoče se bo kdaj pokazalo, da ni temu tako, ampak mislim, da znanstveniki še rajši rečejo to, kar se tudi v gospodarstvu dogaja, da je važno, da je nekdo dober strokovnjak, pri nas pa dober znanstvenik, da je važno, da res obvlada temo, a ne, in da to tudi, če pač vodstvene veščine ni toliko naštudiral, se mu bo pa že spregledalo. Jaz mislim, da je to kar velika težava, no, v resnici. Zato ker, znanost se dela danes v skupinah. In samo toliko malo lahko dosežeš v tem omejenem času, ke ga pač imamo na razpolago v enem svojem življenjskem obdobju, da je res žalostno, da ne bi naštudiral vodstvenih veščin. Ker so veščine, ke se jih da naučiti, vsak se jih lahko nauči. Learnable skill. Točno to. Tako kot so to, kot je recimo veščina nastopanja nekaj, ke mene noben ne more prepričati, da se to, mislim, izjemno redki ljudje so, ke iz nekih določenih objektivnih razlogov tega ne bi mogli. Zelo velika večina ljudi pa na enem nivoju začne in se lahko nadgrajuje. In ljudje smo znani po tem, da podcenjujemo to, koliko se lahko skozi nekaj let, na primer z majhnimi koraki, spremenimo, dopolnimo, nadgradimo načrtno, in pa koliko v bistvu, če kar pustimo, da grejo stvari po svoje, koliko pravzaprav zabluzimo. Še posebej, če smo v nekem slabem okolju. Temu se reče pravilo 1%. A to je z avionom? Avion oziroma, kakršenkoli napredek. 1% in, kaj ti naredi 1% na teden v enem letu?
Ja, drugače je tudi tisto z avionom, ne, ko Avion, majčkeno povsem popravljaš, enako. pa lahko Tako, čisto zgrešiš. tako. Ja, jaz sem zelo zagovornik tega. In v bistvu je to tudi za mene en temeljnih principov, kako se jaz, saj sem zdaj povedala eno tako zelo jasno zgodbo, a ne, kako je to pri meni odigralo. Pač to je za mene res pomemben. S kom se obdaš in pač, da imaš take ljudi okrog sebe, ke lahko rečeš, da so ti mentorji, da si ti lahko tudi njim, ker mi običajno, nimamo fiksnih pozicij. To je tudi ena važna stvar. Kaj je recimo velika kakovost dobrega mentorja, a ne? Da tudi on prisluhne in sprašuje. Se pravi, da zna po eni strani usmerjati in deli svoje izkušnje nesebično, enostavno pač pove stvari, ne da jih skriva, ne da skriva informacije. To je ena recimo takih zelo temeljnih stvari, a ne. Po drugi strani pa, da je tudi odziven, se pravi, da svoje, pravzaprav moji študenti, na primer, mene še največ naučijo, a ne, ali pa tudi moji otroci. Se pravi, iz tega feedbacka, a ne, se nazaj mi spet učimo in nadgrajujemo. In zato je tudi tako zelo lepo učiti, a ne. Običajno mi, ke radi učimo, a ne, je to ena tistih ta glavnih stvari, ker v bistvu iz feedbacka razberemo, kje so še tisti manjki, kje smo mogoče mi še ne razumemo čisto dobro stvari, ali pa kje smo malo slabo razložili, ali pa kje bi bilo zanimivo še malo pobrskati pa pač naprej se nadgraditi. Torej, če te še malo dalje sprašujem, orisala si, kako iz lastnih izkušenj, kako pomembno je, da imaš kvalitetnega mentorja. In če te vprašam, torej, kdo je zate dober mentor in kdo slab mentor, malo si orisala, a ne, neskrivanje informacij, odzivnost, feedback. Kaj še? Kaj so lastnosti dobrega mentorja in kaj so lastnosti slabega mentorja? Ja, en tak zanimiv princip je ta, kako se, ne vem po slovensko čisto točno, kako je to, ampak growth mindset. Se pravi, miselna naravnanost, da rasteš lahko, a ne. In V mogoče to je primerjavi s fixed mindset, tako, v ne. primerjavi s tem, a ne, da si v bistvu prestrašen in se, to tako bi jaz poenostavila, braniš, a ne. Ali pa recimo mogoče tako, zdaj seveda zmeraj so stvari na premici, ne, ni črno in belo, ampak se ljudje pomikamo malo iz enega na drugega konca, ampak kje, a ne, nekako, da stremiš k temu, da se čim bolj pomikaš k temu ta dobremu delu, a ne, te premice. Se pravi, eno je tudi, a ne, a imaš tako logiko na osnovi strahov ali pa logiko na osnovi upanja, a ne. In to je tudi v bistvu stvar odnosov. To je zelo stvar odnosov. Se pravi, Scarcity mindset. recimo, ali Ni pa prav, zaželen. ja, ali pa prav tako, ne, prav v bistvu prav termin, a ne, se pravi fear-based ali pa hope-based mentality, a ne. Se pravi, gre za to, a ne, a boš v bistvu ti v svojem sogovorniku videl nekoga, ke bosta skupaj naredila še več, se pravi, ne 1 + 1 kakor 2, ampak dejansko daš 1 in 1 skupaj in bo 11. Ali boš v bistvu videl v njemu nekega tekmeca, nekoga, ke bo, ne vem, te enkrat zamenjal in tako naprej, a ne. In če recimo iz tega izhodišča, a ne, zdaj pogledava na mentorski odnos, bi jaz rekla, a ne, bom kar s ta slabimi začela. Najslabše, a ne, so tisti mentorji, ki uporabljajo mlade za doseganje svojih ciljev. Se pravi, jih v bistvu k sebi pritegnejo zato, glih mi je rekel en od mojih doktorskih študentov je rekel Madonič na eni konferenci, mislim, sem se pogovarjal s parimi in so tako kot tajnice praktično s svojim mentorjem, a ne. In dejansko, se pravi, v bistvu namesto da bi mentor učil enega novega znanstvenika, da bo svoje področje razvil, da bo svoje v bistvu veščine tako razvil, da bo zmožen samostojnega znanstvenega dela, ko dokonča doktorat, kar je nekako ideja doktorata, jih uporabljajo za to, za neke take bolj specializirana delovna sila, ki njihove cilje pravzaprav uresničujejo, a ne. Se pravi, Denimo, da se sami podpisujejo v to so pa, ja, tako je pa pol na koncu to navzven vidi, ja. Ampak že a ne, že samo pri samem, že uvodoma, a ne, nikoli mogoče niti niso imeli v mislih, da bojo temo, ki jo bo razvil doktorand, njemu pol tudi predali oziroma jo bo on pol razvijal naprej, a ne. In tako se pogosto, mislim, relativno, jaz kar nekaj takih primerov poznam, a ne, kjer v bistvu doktorandi po končanem doktoratu so izgubljeni. V bistvu niti ne vejo, kako bi zdaj naprej, a ne, ker prvič si niso vseh veščin razvili in tudi teme konec koncev si niso definirali, ampak so ostali zelo navezani na mentorja, a ne. Tako da, in zdaj, če kot kontrast, a ne, povem, pri meni recimo, a ne, so se stvari res vrhunsko poklopile v tem smislu, da sem lahko odločala o svoji temi, da sem jo lahko sama razvila, da je bila res moja in da sem pol od tam naprej lahko,
nadgrajevala, pač ta podpodročja in sem ves čas tako čutila, da je to nekaj, kar sem jaz zgradila, In to vsekakor tudi jaz recimo mojim želim dati, In eni rabijo zdaj dlje, eni rabijo malo manj, taka spodbuda je malo drugačna, Eni čas tudi zamenjajo recimo, tudi meni se je že zgodilo, z mojimi študenti, da malo zamenjajo, malo probajo nekaj, pa se tam ne najdejo, pa probajo nekaj drugega. In mislim, da je to tudi naloga mentorja, da dovolj, da se malo iščejo mladi, ampak hkrati, da jim pa ves čas malo tudi trka na vest, da je pač treba, se pravi, da prepozna to razliko, kadar se človek hoče izogniti, nečemu, ke v bistvu bi bilo treba narediti, ker pa bo povzročilo rast, in pa kadar v bistvu sam rabi malo, v resnici malo prostora, da niso stvari na silo. Ker ta vzdrževanje ravnovesja je pa nekaj, kar itak mentorji, pa tudi starši, smo ta glavni čuvaji, da pač od odzunaj, ke gledamo, da lahko povemo, okej, tole je še v ravnovesju, zdaj pa to že malo preveč predaleč šlo, in moramo pač znati ustaviti. Tako. Drugo, ke pa je pa seveda, nabor veščin. Mi vemo, kateri nabor veščin pripelje do tega, da lahko kot znanstvenik samostojno opravljaš svoje delo. In mislim, da je to tudi eno tako področje, ne vem, koliko to ostali organizirano o tem razmišljajo, jaz pač sem, zato ker sem tudi jaz, seveda bila v situaciji, da sem aktivno, ke sem menjala mentorja, aktivno to spraševala, iskala in pol tudi na neki način, da rečem tako, zahtevala, pač prosila, prosila te točno določene stvari, Katere so te veščine? Jih znaš našteti? Ali pa vsaj opisati? Vsaj nekaj, Recimo, seveda je pač malo po področjih to, ampak recimo za mene konkretno je bilo pomembno se naučiti merilne tehnike, je bilo pomembno se naučiti, uporabo določenih pač merilnih inštrumentov, je bilo pomembno se naučiti vsaj do enega nivoja, analiziranja podatkov, programiranje, seveda pol tudi vizualizacija, predstaviti, rezultate in tako. To so vse neke take, se mi zdi, temeljne veščine, ke tako in tako zapadejo pod znanstveno delo, če hočeš neki eksperiment ponovljivo izpeljati. Potem so pa še tudi druge veščine, na primer, kako znaš poiskati informacije, da razložiš zgodbo, zakaj je to pomembno, kam to paše v neki večji sliki, kaj so že drugi prej počeli, kaj trenutno še drugi počnejo in zakaj je to, kako se to vključuje, tvoje delo v eno večjo sliko. To je tudi pravzaprav veščina. Potem recimo je veščina pisati. Znanstveno pisanje je pač malo specifično, pisanje, kako mi napišemo stvari, in to je definitivno veščina, ke se jo lahko, ke se jo tudi ves čas pravzaprav še učiš, če smo iskreni, ampak nekaj, kar pač je en tak uvoden set, brez katerega ne moreš pravzaprav, Potem kaj so še take veščine? Gotovo so še na mehkem področju, jih je zelo veliko, se pravi na primer, to, da znaš dobro upravljati s svojim časom, da znaš pozitivno pogledati na stvari, tudi kadar se ne iztečejo čisto v redu, da znaš reševati konflikte, ke nastajajo, oziroma usklajevati različne poglede, ke se zmeraj pojavljajo, da razumeš sisteme financiranja. To je zelo pomembno. To je danes vedno mlajši znanstveniki bi se mogli verjetno tudi o tem podučiti. Jaz sem sicer v prostem času pred leti napisala eno knjigo o denarju, ampak to se mi zdi ful zanimivo, kako se na koncu koncev k tem sredstvom, kako pridobiti sredstva za te stvari, ke jih v bistvu želiš izvajati, ker to je tako podobno kot podjetništvo, Podjetniške ideje tudi ne moreš izpeljati, če nimaš nekih zagonskih sredstev. In tako podobno je tudi v znanosti. Ti imaš lahko vrhunsko idejo, ampak če si ne znaš zagotoviti sredstev, poiskati sodelavcev, zrihtati opreme, potem pač enostavno boš težko to izpeljal, In že mladi znanstveniki se pač postopno po majhnih korakih to lahko učijo, od svojih mentorjev.